Kaj je zdaj? Ste se že spoznali? Geslo je ne boš verjela, zeleni odsev. Ok, cool. Danes enkrat tekom dneva bo ekipa Radia Supernova skupaj s Super Patrikom nekoga izmed vas kandidatov presenetila na domu. In zakaj mi to zdaj govorita? Pa jaz sem Renu skozi govorila, da naj ti pove in sem tudi mislila, da ti bo. Čez pol minute. Ti pa tvoj dres. Nada se mi naslikata zunaj. Po mojem vas ne sliš. Peter, naj ti dobro služi. Kejden že mjele je kumaj zel zdjele kadija kadeja kadija kado. Lepo pozdravljeni v oddaji 100% Cool z Renom. Danes je z nami duhovni šepetalec in raziskovalec nezemljanov, gospod Matjaž Obranovič. Koliko svetlobnih let je staro vesolje? Vesolje nima ne začetka, ne konca in je to samo naš termin. Pred 5 leti so znanstveniki govorili, ampak se pravi, ta naša znanost je lažna, da je naša galaksija Mlečna cesta 100 000 let ima v primeru. No, jaz sem dobil podatek od Unigorta pravih, 150 000 let, svetlobni, pa ti se ne boš tako zamotiti. Zdaj, eni ljudje mislijo, da vesolje sploh ne obstaja in jaz jim pol rečem, v redu sem, ki so pol pa posneli Vojno zvezd. Sej ne, da bi bil tako naiven, da bi mislil, da so jo dejansko posneli v neki drugi galaksiji, tako kot piše na začetku filma. Sem verjetno so pa posneli tik nad Zemljo, pa kamero obrnili v drugo smer, tako da je bila Zemlja za kamermanom pa za toncem. To je ta zeleni zid od zadnje, ampak v bistvu je to, da spet zvezdne steze, pa tudi Vojna zvezd, to so dokumentarci dobesedno. Ljudje, ki so imeli stik z nezemljani, pravijo, da nezemljana v bistvu zelo težko srečaš. Ko on zavoha, začuti človeka, se raj umakne. Je res. Razen, če prideš med vesoljko pa njene mladiče, pol zna biti baje pa tudi zelo agresivna. Mislim, da je bil Kirtland Air Force Base v Navadi in tam so bili prisotni visoki sivi. Sivi, ampak beli, dejansko oni so beli, imajo bele lasti, ampak koža bolj tako sivo. Izredno zaščitniški do svojih otrok, do žena, in kjerkoli se jih je dotaknil, so ga ubili. Niso bili sovražni, ampak imeli so tako krhke kosti, da bi ga dobesedno polomil. Črna luknja, zdaj sliši se dosti vulgarno, ampak ni, Za kakšen pojav pravzaprav gre? V črni luknji samo pride do singularnosti. In ene črne luknje imajo vstopne točke, ene pa izstopne. Gorno. Zasedba tukaj je prvo misijo. Gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalci. Čisto nič me ne zanima, kakšni so moji sodelavci. Moji sodelavci so strogi profesionalci. V 3 tednih, kar si tle, si naredil več škode, kot koristi. V bistvu sam škoda. Dobro, se bo vse v redu na koncu. Kaj je bilo vse v redu? Jaz sem te hotel sam dobro voljo spraviti. Ja. Spravil si me pa do tega, da že 1 teden hodim vsak dan na terapije. Vidiš, kaj si naredil? No, bi se mu vse opravičil. Saj se bom. Imela se prav, ne bi smo tega narediti.
Ja, ampak jaz sem ti to skozi govorila. Vsaj 5krat sem ti rekla, da mu povej. Mogoče bi te poslušati. Ej, moram ti pa reči, da sem vesel in ponosen, ker vidim, kakšno pošteno punco sem pripeljal v kolektiv. A si videl maila danes? Ga lahko naprej pošljem. Ja, super si naredila. A imaš ti pa? Ja. Jaz ti bom kar na drive termine pisala, prav. Ja, ampak na Facebooku piše, da si samska. Ne? Pa dobro, pa kaj ima to z delom veze? Zakaj mi to sprašuješ? To so moje osebne stvari. Se sem vprašal, se nisem hotel nič vrtati. Ja, ampak lih kar si. Hotel sem zvedeti, če si samska, pa če imam kaj šans. Ja, okej, sem samska, ampak nisi moj tipa, prav? Lepo pa prvo sem prijatelja, pa videla, kam naj to pripelje. Pa sam sodelavci. Kaj je bilo pa to zdaj? Iskreno sem mislil, da bo šlo to malo lažje izkusne. Ja, kaj pa smisel, da bo? Pa lej, lušna je ta mala, pa sem mislil, da bo šla na kakšno pijačko skupaj ali pa kaj. Ja, itak da noči, če nimaš feelinga pisa. Stari, ne moš biti tak riper. Kaj si je to sprašval? Pa te nohti ti posod letijo, si lahko zritaš še en pepelnik ali pa neki. Je lej noče iti za tega, kad ti tle zdraven svetiš, pa je bedno. Jaz sem pa dobričina, pa te nisem hotel ven fukant. Zdaj si pa še pameten. Se jaz sem sam dobro hotel. Ja, pa mi dej pa reka še na svet, pa ne me jeba to glavo, če viš, da se trudim. Kot prvo, ne moreš se kar usiljevati. Počakaj malo, dej čas, da te spozna vsaj tako nadaleč. A veš, kaj mislim? Da vidi, da si kul človek. Pomaga, če si družbeno aktiven, če šeraš te peticije ali pa okoljevarstvene članke. A tu pali ali kaj? Ja? Čist drug svet kot včasih, hej. Ali pa ne vem, jaz sem enega frenda, ki to dosti dobrodelno dela, pa je prostovoljc po vseh teh raznih akcijah. Pa se tudi bebe kar dosti tako lima enanga, no. Zdaj si mi pa dal idejo. Kaj delaš? Halo, Matjaž, Juga. Ja, ja. Ej, ti, a veš, kaj ima Jure te pokale? A je Jure še živ? Ja. A ima še te pokale? Ja, ima, brat. Eno uslugo bi rabil, no. Ej, ti kar varčuješ, ne? Ja, kar ja. Pa tudi tako, ne zapraviš veliko, ne, kakor si rekel. Ne, z narom res nimam nekih problemov. Vsaj to.
Hotel sem te samo vprašati, če bi mogoče, če je možnost, da bi mi posodil kakšen evro, no, mogoče. Kaj pa rabiš? Veš, kaj je fora, pač vse to, kar se mi je zgodilo v zadnjem času, pač je ful slabo vplivalo na mojo psiho, a ne? In sem si mogel najti neko pomoč. Ja, mislim, štekam to čisto. Ja, zdaj te terapije so pa ful drage, a ne? Čakaj, ni to zastonj, mislim, se plačuješ vsak mesec. Ne, to ni pri zdravniku, to je privat. Evo, pizda, kakšna draga klinika, kaj? Ne, to je moj sosed Damjan. On se ukvarja s to alternativno medicino, a veš. Ja, čak, to so te nadnaravne scene, pa to. Ja, to niti ni nadnaravno, a veš. Ker mi se ne zavedamo, koliko so naši možgani sposobni. Eni pa razvijajo to, pa pač znajo ukrotiti te energije, pa znajo delati z njimi. Čakaj, to so te dokumentarci, ki paraplegiki pol kar shodijo. Ja, ne vem, če ima toliko moči, ampak meni bi pa lahko pomagal. Ja, vse šteka. Ne vem, a bo 40 v redu? Jaz sem mislil bolj tam 200, 300. Ok. Mislim, če ni preveč. Ne, ni preveč, sam moram iti pol ozigant. Ej, zakon. Ful ti hvala. Ful ti hvala. Ja, man, sploh ni panike, ne. Koliko pol? 300? Ja, lahko 400, pa ti naslednji mesec vrnemo. Ja, ok, v redu. Tole je pošta rekel, da je za firmo, tale je pa za vas. Hvala lepa. Vam lahko še kaj pomagam? Ja, lej, prosim te, se spoznaš na tole. Kaj pa? Word. Zmeri, ker sem odprla ta program, se je tlele pojavila ena taka vrstica. Oj, Kaj je to knujenega? daj sem, da vidim. Ja, da je super. Majka. Kaj bi zdaj ti rad od mene? Daj ti sam not prid, reč, da si organizator, pa mi daj pokala, je prav? Prav, ko rečem, da si tekmoval. A daj pizdano. Reč, da sem ti pomagal kot prostovoljc, pa da je to zame zahvalo ali za spomin ali nekaj si štekaš, no. Ok. Sam pazi mi ga ta star. Ta je njegov najljubši. Aj prav? Kaj je? Rabiš kaj? Malo sem se prišel pretegan, da ne bom skozi sedel. Dober dan. Oj, Dober dan. Že. kaj zdaj, kaj pa ti tle delaš? Ja, lej, sem rekel, da se oglasim, da ti dam tole za spomin. Čak malo, zakaj pa to? Lej, letos je v tekmovanju ostalo par pokalov, pa smo se odločili, da jih potalamo vsem prostovoljcem, ki ste nam pomagali speljati dogodek, tako da hvala ti. Ja, lej, se res ne bilo treba, no. Kakšen dogodek? Kaj mi si nič povedal? Ne, lej, to jaz bolj zase delam, nisem hotel zdaj nekaj iz tega delati. Lejte, Se hvala. on je eden izmed najboljših prostovoljcev na naših dogodkih, ki jih organiziramo za otroke s težavami v duševnem razvoju. Reče se jim Igre brez meja, če ste mogoče že slišali. In on nam pomaga postavljati odre, šanke, poligone za tamale, tako da ta star, še enkrat hvala ti. Pol praviš, da je brez mene. Ah, kje je ta star? Brez tebe smo mrzli, čist. Nič, to je to, jaz moram jeti. Fajn bote. Pa bote veseli, da ga imate. Ajde. To pa so norci, res je. Mogli bi jih videti, no. Rad jih imam, kaj ne rečem. Glavnem, tukaj kliknete gor in se bo ta vrstica se bo spet pokazala. Aha. In kdo zmaguje? Jaz. Ej, čak, ni še konc.
Ki si se hvalil, da obvladaš. Na prejšnjem šihtu sem bil prvak drugače. Ja, tle pa ne boš. Bravo. Ja, pa si bil kdaj prostovoljc? Ne. Ja, se štekam, ni za vsakega to. Pomagati zastojn. Ti si pa zihar že bila, a? Ne. Lej, če že šla kdaj z mano, pa ti malo pokažem, da boš videla, kako pa kaj. Ne, po moje ne. Dej, greja mi dva. Ej, Patrik, greš z nama jest? Ne, veš kaj, jaz sem zmena, zdaj imam sestank, pa imam itak še te oreščke, tako da. Ok. Dober tek. Ajde. Kam pa gremo? Ha? Gremo tle kaj zanč, ha? Zdaj, na srečo tudi mi kot civilizacija dvigamo našo zavest, postajamo čedalje bolj prebojene in tudi politično korektne. Tako. Se mi zdi zelo pomembno, da pazimo, da tudi z besedo ne prezadanemo kakšnih nepomembnih manjšin, kot so invalide, homoseksualci, Absolutno. ženske, močnejše osebe in tako naprej. Zdaj, danes sploh ne rečemo nobenemu več, da je debel, ampak mu rečemo, da je močnejše postave. Kar se mi zdi lepo in prav. Me pa zanima, na kakšni zavesti so pa bitja v vesolju. A nezemljani tudi zahtevajo od nas, da smo bolj spoštljivi do njih, pa rečejo, jaz zate nisem noben vesoljc, prosim, če mi lahko rečeš nezemljan. Bitja, ki stopijo v stik z nami, ne, avtomatsko, da boš ti spoštljiv do njih in tudi oni. S tem, da so oni še veliko bolj spoštljivi do nas, kot mi. A nas tuje civilizacije opazujejo in če nas, kako dobro nas pravzaprav poznajo? Se pravi, opazujejo nas stalno. Reptilne ladje so tukaj v naši atmosferi, ne, in merijo frekvenco. In tudi jaz imam eno sliko, ne, slučajno sem jo dobil, ne, kjer je ta možakar gor na ladji je pozabil pritisniti se pravi, gumb za nevidnost. Ne. A nas kakšna civilizacija pozna tako dobro, da pozna recimo tudi našo pop kulturo, pa kakšnega umetnika našega recimo spremljajo tudi na njihovih planetah? Vse poznajo. Govorim za civilizacije, ne, določene. Ene imajo izredno rade našo kavo, čokolado. Mahnjeni so na naše motorje, mahnjeni so na muziko, preigravajo Chopina, Bach in tako naprej, z velikim veseljem. Poznajo nas do nule, celo določena modne trende spremljajo. In so tudi takole oblečene, recimo. Čisto neverjetne stvari. Ne? A obstajajo kakšni podatki tudi o tem, če imajo tuje civilizacije kakšno tako veliko osebnost, ki jo vsi spoštujejo, pa si mladina po vesolju želi biti taka kot on, tako kot je recimo tukaj pri nas na Zemlji Mr. Bean oziroma gospod Fižolček? Ne, kar jaz vem, ne zakaj. Govorim za te miroljubne civilizacije, kjer imajo pa dobesedno holografsko družbo, kar pomeni, vsi isto mislijo. Zakaj? Ker so vsi na isti frekvenci. Ja. Nisem dal za brez veze primer Mr. Beana, a ne? Ja. Zato, ker sem gledal intervju z Mr. Beanom o tem, kako so snemali Mr. Beana in je rekel Mr. Bean, da je bila prav to njihova glavna ideja, da je večdimenzionalen. Ker ni te jezikovne omejitve, te jezikovne bariere. Ja. Zato sem mislil, da bi ga lahko mogoče razumeli tudi na kakšnih drugih civilizacijah. Zato sem tudi vprašal, če imajo mogoče oni kakšnega tacga, ki bi ga pa mi lahko razumeli. Pa ne rabi biti smešen. Sploh ne. Bistvo je to, da oni komunicirajo telepatsko in ne rabijo sploh tega. Ljudje imamo zelo rade duhovite, smešne ljudi. Kako pa vesoljce gledajo na to? A imajo vesoljce oziroma nezemljani, bom sem probal govoriti nezemljani, da ne bo kdo užaljen, če imajo tudi smisel za humor? Se tudi oni nasmejo, se kaj pošalijo, mogoče tudi na nas račun ali pa na svoj? Ja, jaz povem, da Andromedčani pa še eni drugi, ki jih pa ne bom imenoval zaradi varnostnih razlogov, no to ne bo pač za enkrat drugič, pa za plejačanje, izredni šaljivci. Ne. Zakaj ne bi bili? Ne? In se ravno s temi, ki se razumejo z nami, ne,
se šalijo, krčeš ne. Vice pokaš, krčeš ne. In tudi oni naše te nadaljevanke gledajo, to je zelo interesantno, ne. Da zakaj ne? Glej, takole ti bom pred rekel. Imaš, ampak res imaš srečo, da sem jaz ta, da si ga poklical in da sem jaz tvoj prijatelj. In to je stvar, ki najbolj čist prostore. Tega ne moreš dobiti nikjer. To imamo samo še jaz pa en vrač, ker to te bo energetsko očistil. In vse tvoje sodelavce, ne da bojo oni vedeli. Zato, ker nič jim ne bo. A ja, oni ne bojo vedeli, pa bo tudi delovalo na njih. Ja. A je možno, da tlele, ki je slaba energija, ker tle pač nek moj sodelavci in on je, kako bi rekel, on je pač metalci, a ne? In pač ne vem, a to kaj vpliva, ali je kaj na temu? Jaz vse vem. Jaz točno vem, da metalc sedi tle, a je tako? Tamle, ja. Ja. Metalci so itak znani po črni energiji, po magiji, vračarstvu slabno tako. Ona upija črno magijo. 10-15 minut, da ti bomo vsako stvar mečkam premaknil, ker... In zdaj bo boljš? Je že boljš. Je že boljš. Se jaz malo čutim. Jaz že, ko sem vstopil sam noter, jaz rešujem že, to se že dela, se že dogaja. Cena bo itak super. Cena bo minimalna. Ne, sej vem. Sej to pač ni prevelike cene za to, a ne? Ne. Pač se mi zdi, a ne? Pa da imaš misel, da si ti edini, ki si prišel k meni. Ogromen znanih. A res? Ogromno estrade pride k meni. Evo, preden sem prišel, sem imel glih klic, Jože, potrebuješ. A veš kako, Jože te jaz poznam že zelo dolg. Je bil tudi na dnu, ni vedel več kaj. Pa on ima to govorno napako, a ne? A to je tudi kaj... Sva rešila. Sta rešila? Sva rešila. Jan pride k meni, pa da imaš misli. Plestenjak? Ja. Wow. Zadan stih njegov sem jaz napisal. Jaz nekaj mu napišem in prav, pa ti ne sam, da si energetsko najboljši. Tudi smisel za muziko imaš. To je povezano, ne? Eno gre z drugim, ne? Če jaz prav razumem. A je tako? A vidiš, kako vlečeš nase že? Vidiš, kako rasteš? Ta spolna energija, ki boš imel, ki boš oddajal. Ženske bojo, a ne samo ena, repenele potem, samo moš paziti. Jaz ti znam dati toliko dobrih stvari vate, da bojo skozi hotle. Tukaj sem pa jaz imel problem. Ampak se pravim, jaz ne maram govoriti, se svidu. Vstopil sem noter, bolj malo povem, več delam. Ja. Meni je bolj zaradi pomaganja, ne toliko zaradi denarja. Bova zaokrožena 500 evrov. 500? Super, hvala ti. Mislim... Ti kar dam? Dej, ja, veš, kaj imam... Lej, denar je zadnja stvar na svetu, ki je pomembna. Lej, energetsko te čutim, da si... Štima, lično. Bo deloval, ne? Že deluje. Jaz te čutim energetsko, si lej to... Mene ti zdaj filaš, kot ti bom rekel. Ne morem verjeti, eden redkih po moji terapiji, da mene fila, veš. To je vse tvoja zasluga, veš, to si ti naredil, ne? Je, glej, mislim, ne rabaš me hvaliti. Glej, meni hvala nič je pomeni. Jaz sem res tak človek, da raje pomagam. Še cenejše samo zelo kapčem. Presenečenje, prerojeno delovno okolje. Kaj pa se je tle zgodilo? Prečiščenje energije in pravilna postavitev glede na energetske točke. Čist drugo vzdušje, a ni? Dej, Robita, usete se. Kaj kurac? Kaj? Pa kje si to pobral? Ja, zdaj je bil moj terapevt, Damjan, moj duhovni učitelj, je bil tukaj, pa sem naredila energetsko čiščenje prostora. Mislim, se to bo dobro tudi za vaju. Pa še popust mi je dal. Damjan je rekel, da bi se mogel znebiti tudi računalnikov, a ne, sam sem mu povedal, da mi montiramo videe, pa ne moramo na roke, a ne. Ej,
Pizda, svaka čast. Dobro si to spomnil. No, ampak to, da smo se znebili miz pa stolov, je pa dobra ideja, ne? Pa si čist Dedek je bil indijanc ali kako ste vi tam? Mislim, to znanje pa to. Dedek je bil v bistvu glavni indijanc.